derbi kroga, tokrat v Ljubljani. Olimpija je doma pričakala nogometaše Celja. Oboji so imeli tokrat lepo popotnico, kajti Olimpija je zmagala proti Mariboru na derbiju 3:0 v Mariboru, Celje pa je doseglo prvo zmago v letošnji sezoni. Tako je prva nevarnejša akcija in podaja pred vrata, na pravem mestu pa je bil Kronaveter, ki je premagal vratarja Hosmana za 1:0. Izjemno dobro je razpoložen Rok Kronaveter, četrti gol tega nogometaša v letošnjem prvenstvu. Zgoden gol za Olimpijo, tekla je 9. minuta, Kronaveter pa je že popeljal zmajčke do prednosti. Začetek tekme je bil boljši za Ljubljančane, še enkrat Kronaveter, tudi v nadaljevanju tega dvoboja pa boljša ljubljanska Olimpija. 17. minuta in nova lepa kombinacija. Tokrat je bil na drugi vratnici povsem sam Henty, ki je prišel do izjemne priložnosti, ampak tokrat je žogo poslal nekoliko čez gol, podal pa je Mimun. V prejšnji akciji podajalec, tokrat pa še direktno proti vratom. Mimun nekoliko mimo vrat je streljal nogometaš Olimpije. Prva akcija tudi Celjanov, Ahmedi, sam pred vrati, sam pred praznim golom. Storil je vse, žogo pa je na koncu poslal mimo vrat. Še enkrat kombinacija Ljubljančanov, Henty je lepo preigraval nadaljevanje akcije, žoga je prišla do Mimuna, ki je meril daleč, ampak tokrat izjemna obramba Hosmana, ki je žogo uspel izbiti kot. Ob koncu prvega polčasa še velika priložnost za Ljubljančane, najprej Henty sam pred vrati, potem še drugič, tokrat je streljal za malenkost mimo vrat. Ob koncu prvega polčasa pa še en gol, Kronaveter je povišal prednost na 2:0. Podobna akcija kot v začetku tekme, žoga na drugo vratnico, Kronaveter je bil na pravem mestu in žogo poslal mrežo za povišanje prednosti. Olimpija je povedla še pred koncem prvega polčasa nekoliko izdatnejše z 2:0. Drugi polčas in najprej je velika priložnost za Šporarja, ki je stresel prečko. Tudi drugi polčas je bil bogat s priložnostmi, tole je že akcija Šporarja, ki je bil sam pred vrati, lepo je prodoril, a streljal za malenkost mimo gola. Kot za Olimpijo podaja pred vrata in Kelhar je skočil najvišje, bil najspretnejši in žogo pa spravil mrežo. S pomočjo obeh vratnic je Kelhar zatresel mrežo za 3:0. Najspretnejši je bil Dejan Kelhar, še tretji predložek in tretji gol v mreži Celja, ki ni bil najbolj pazljiv. Vrhovec iz prostega udarca je meril natančno, ampak premalo za Aleksandra Šeligo, potem pa izjemna priložnost Sprema, še enkrat brani Šeliga. Nekaj sreče za Olimpijo, tole je bil strel Alveša, ki je povišal na 4:0. Meril daleč, ampak žoga se je odbila od živega zidu in presenetila vratarja Hosmana. Ni pa še bilo konec golov, žoga je prišla do Andraža Šporarja, ki si je lepo pripravil strel in tudi on je zadel proti Celju 5:0 in po več kot 2 letih bo Olimpija očitno premagala nogometaše Celja, ki letos še vedno ne blestijo in so še vedno na povsem zadnjem mestu prve lige. Do konca dvoboja še priložnost za Vrhovca, tudi on je streljal, ampak na pravem mestu je bil Šeliga, ki je žogo zadnjimi močmi uspel izbiti v nov kot. Ob koncu dvoboja pa še zadetek Džermanoviča, ki je bil na pravem mestu, prišel v igro v tem drugem polčasu, 6. gol za Olimpijo, ki je dodobra napolnila mrežo Celja, tokrat izjemno nerazpoloženi gostje. Olimpija pa je v zadnjem času vroča, potem ko je premagala lanskoletne prvake s kar 3:0, zdaj še lanskoletne podprvake, 6:0 na domačem štadionu in najvišja zmaga v letošnji sezoni je tu. Ja, čestitke fantom,
za danes izredno dobro igro. Po prvem polčasu, kjer smo si ustvarili veliko priložnosti, so samo še dodali na plin in na koncu res prekrasna zmaga, res sem vesel. Rezultat je slab. Mi smo si pripravili priložnosti, z katerih nismo. Olimpija bi verjetno lahko streljala iz svojega gola, pa bi dala gol. Je pa dejstvo, da zdaj ste videli, razliko, taka verjetno, ko je na plačilni listi, potem tudi na igrišču, tako da jaz fantom ne zamerim. Nekako smo se poskušali postaviti po robu, je pa dejstvo, da, tako smo rekli, nekako Hentin in Šporar, zadevo individualno rešujeta in to je potem ta razlika.